evening, ladies and gentlemen. A warm welcome to Stuttgart, the home of Mercedes-Benz. Take me anywhere, take me anywhere. First ever Grand Limousine, and it's defining its own segment. My heart beats loud. Novi Mercedes VLE ima količnik zračnega upora, pozor, 0,25. In to seveda pomeni, da je ta avtomobil bolj aerodinamičen od mnogih tudi osebnih avtomobilov. Seveda, to pa mu nekako zagotavlja, da bo ta avtomobil zelo, zelo tih tudi na avtocesti. Ko smo pri tišini, to je seveda električen avtomobil, narejen na novi 800-voltni platformi. Pravijo, da bo imel doseg kar 700 km. Seveda, glede tega podatka mora biti malce zadržani, ampak je pa res, da nas je impresioniral tudi Mercedes CLA. To je tisti električni avtomobil, s katerim smo prevozili več kot 500 km po avtocesti. In ja, ta avtomobil in CLA imata enak software, se pravi enako programsko opremo, s katero nadzorujejo baterijo. Torej si lahko tudi tukaj obetamo impresivne dosege. The sliding door now features a fully retractable window. Moreover, you can choose... No, naslednja prednost tega avtomobila pa se skriva tukaj na zadku. Namreč ta avtomobil je izredno okreten, čeprav je tako zelo, zelo velik. Namreč obračalni krog tega avtomobila je komaj 10,9 metra in to mu zagotavlja štirikolesno krmiljenje. Ta kolesa se namreč z vrtenjem volana prav tako obračajo in zasučajo se za kar 7 stopinj v nasprotno smer, kot vrtimo volan. In to je bistveno več, kot pa smo vajeni pri drugih avtomobilih s štirikolesnim krmiljenjem. Zdaj, ta avtomobil je seveda, kot vidite, pravi potovalnik in pravi tudi luksuzni avto. In tisto, kar bodo pa cenili vozniki tega avtomobila, je, da je ta avtomobil, da ponuja tudi avtonomno vožnjo stopnje 2++. To pomeni avtonomno vožnjo, pri kateri pa je voznik še vedno odgovoren za vse vozniške manevre. To smo preizkusili v praksi v Münchnu na prototipnem avtomobilu, takšno tehnologijo pa bodo lahko Kitajci uporabljali tudi v vsakdanjem prometu. No, pa, ker smo še pri kitajskem, se seveda spodobi, da gremo k rdečemu avtomobilu. In na tem mestu naj poudarim, da ta avtomobil bodo na Kitajskem kupovali predvsem zato, da bodo sedeli tukaj na zadnjih sedežih. In ja, seveda, danes imamo opravka z bolj evropsko, bolj družinsko verzijo tega avtomobila. Na voljo pa so tudi, da ima tukaj lahko tudi velike fotelje. We cooked up a really nice, clever solution that I think your kids will love as much as mine do. Should we let everybody else in on what we know? Of course we should. Yeah? Let's do it, yeah. Tukaj spodaj se spusti en velik 80 cm zaslon, na katerem lahko gledate levi in desni potnik vsak svojo vsebino. Ta zaslon pa ima tudi 8 megapikslov veliko kamero, ki mu omogoča, da ta avtomobil lahko služi tudi za potrebe sestankov. Ampak to je samo tista osnovna verzija, ki spada k Mercedesu VLE. Na voljo bo tudi VLS, se pravi še bolj luksuzna verzija, ki pa bo imela tukaj zadaj tudi en še bistveno večji zaslon, ki se bo pospravil kar v dno. Torej, zložljiv zaslon. Zaslon, ki ga zrolamo v rolo. Tega avtomobila vam še ne smem pokazati, namreč ta je še skrit za neko drugo premiero, čeprav sem ga uspel videti. Zato pa vas zdaj na tem mestu vabim, da se naročite na naš kanal, da boste prvi, ki boste obveščeni, da bo ta avtomobil predstavljen. Na tem mestu pa samo še dodam, da VLE bo na voljo tudi z benzinskim, priključno hibridno verzijo in pa tudi z dizelskim verzijom. Ta avtomobil pa ne zamenjuje običajnega današnjega razreda V, zamenjuje samo EQV.
Na predstavitvi sem izvedel, da bo VLE tudi osnova za novega Marca Pola, torej Mercedesov bivalnik. In to je v bistvu velika novica, kajti doslej smo videli električne avtodome z dosegom kvečjemu kakih 150 km. In to je seveda skregano s samo idejo potovanja. No, VLE Marco Pola pa nam obeta, da bo električni bivalnik končno postal mogoč.